Gospodarska zbornica Slovenije je podelila 45. nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke kot priznanje gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Letos so nagrado prejeli Andrej Gradišnik, glavni direktor Metal Ravne, Marjana Lavrič-Šulman, direktorica Futura DDB, Emil Marinšek, direktor Maremiko, Petra Melanšek, direktorica Vivapen, Janez Novak, direktor RLS, Andrej Repše, direktor Armat Projekt, magistr Dejan Turk, predsednik uprave Simobil in magistr Vojmir Urlep, predsednik uprave Lek. Če smo si zastavili cilj, da bomo uspešno gospodarstvo in socialno vzdržna družba, potem moramo vzeti pot pod noge in na to pot stopiti hitro in dobro opremljeni, z zaupanjem, znanjem in pozitivno energijo. Naši nagrajenci vse to vedo in to tudi imajo. Zato uspešno vodijo svoja podjetja in zato jim mi zaupamo. Na gospodarskem razstavišču je v organizaciji GZS, Združenja lesne in pohištvene industrije ter oddelka za lesarstvo Ljubljanske biotehniške fakultete v okviru sejma Dom 2013 potekala konferenca ProLes. Udeleženci so razpravljali o potrebah in možnostih vzpostavitve trajne promocijske razvojne podpore gozdno-lesni verigi, kakršna je v tujini marsikje običajna. Seveda, Slovenija to potrebuje, o tem govorimo že nekaj dolgih let. Imamo tudi veliko mednarodnih izkušenj. Komisija za preprečevanje korupcije in GZS sta pod častnim pokroviteljstvom Veleposlaništva Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske organizirali posvet vpliv korupcije na slovensko gospodarstvo. Udeleženci so razpravljali o vplivu korupcije na kakovost slovenskega gospodarskega okolja ter vplivu političnih povezav, še posebej v nadzornih telesih, na produktivnost slovenskih podjetij. Da se o tem pogovarjamo, da smo skozi bliže identifikaciji tistih problemov, o katerih je bilo včasih mogoče nekoliko tabu govoriti. To je tisto ključno, pozitivno sporočilo. Konference Zagotovite si plačilo vaših poslov se je udeležilo več kot 150 gospodarstvenikov, ki so se seznanili z različnimi vidiki upravljanja terjatev. Predstavljen je bil tudi spletni certifikat Excellent SME Slovenija, ki ga izdaja GZS in je ena od oblik zmanjševanja tveganja pri poslovanju. V bistvu to pomeni znak kakovosti dobrega plačnika iz segmenta malih in srednjih podjetij. Pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki, breme, odgovornost ali priložnost je bil naslov posveta, ki ga je pripravila GZS Služba za varstvo okolja. Gradbeni odpadki predstavljajo pomemben tok odpadkov, osnovni pogoj za njihovo optimalno recikliranje pa je selektivno rušenje. S ciljem, da pridobimo čim več materijala, čim več proizvodov, ki jih kasneje lahko uporabimo, bodisi kot ponovna uporaba ali kot recikliranje. V organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za kmetijstvo in okolje je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije na GZS potekal posvet z naslovom Voda kot priložnost za trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje Slovenije. O pomenu sodelovanja pri upravljanju voda na nacionalni in mednarodni ravni so spregovorili tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, Evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik, zunanji minister Karel Erjavec ter minister za kmetijstvo in okolje magistr Dejan Židan. Glede tega, kako naj Slovenci, ki imamo, kot rečeno, deželo, državo, bogato z vodo, bogato z gozdovi, bogato z biotsko raznolikostjo, kako naj vse to uprežemo v nek pameten razvoj, da bomo vse to lahko dali tudi našim otrokom. Minister Židan se je z ekipo sodelavcev udeležil tudi skupne seje strateških svetov GZS za politiko energije, za politiko graditve in urejanje prostorov ter za politiko varstva okolja in podnebne spremembe. Tema vseh treh sej je bila širitev Nature 2000. Da vsi se borimo za to, da delovna mesta, ki jih v Sloveniji imamo, ohranimo in da smo zadosti inovativni, da še kakšno novo ustvarimo. Posvet, kako poslovati s Hrvaško po vstopu v EU, ki ga je organizirala GZS Podjetniško-trgovska zbornica v sodelovanju s Hrvaško gospodarsko zbornico, je bil namenjen informiranju, povezovanju in iskanju novih poslovnih priložnosti za slovenske podjetnike. No, ta posvet je v pravem času, prava zadeva in moram reči, da tudi rezultati posveta so izjemno spodbudni.
Center za mednarodno poslovanje GZS je na informativnem dnevu predstavil projekt skupnega nastopa slovenskih in avstrijsko-koroških podjetij na trgih jugovzhodne Evrope ter pogoje za sodelovanje v tem projektu. Spravi dvostopenjski projekt, v katerem najprej iščemo povezave med slovenskimi in avstrijskimi koroškimi podjetji in potem za skupnim produktom poskušamo nastopiti na trgih jugovzhodne Evrope. Hongkonški ekonomski in trgovinski urad iz Berlina in GZS sta pripravila tradicionalni sprejem in druženje gospodarstvenikov ob kitajskem novem letu kače. Namreč na kratek rok na Kitajskem je težko uspeti, treba je gledati dolgoročno. Na tokratnem poslovnem zajtrku so se udeleženci seznanili z možnostmi vstopa na italijanski trg s pomočjo lokalnih agentov. Dogodek v organizaciji Zborničnega centra za mednarodno poslovanje je potekal v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Rimu ter Gospodarskim uradom Republike Slovenije v Milanu. Slovenskim podjetjem bi svetoval, da se dobro pripravijo, da izdelijo načrt prodora na italijanski trg, da se izberijo prave partnerje in da se izberijo tudi agenta ali pa podjetje, kateremu je pomagalo na prodoru na ta trg. Ob nastopu nove koalicije so predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije na novinarski konferenci spregovorili o stanju v gospodarstvu, bančnem krču ter kapitalskem krču v podjetjih. Od nove vlade gospodarstvo pričakuje, da bo izpeljala tiste ukrepe, ki so potrebni za to, da bomo Slovenijo izpeljali iz naše krize. GZS je pozdravila sprejetje novele obrtnega zakona, s čimer sta državni zbor in vlada pokazala spoštovanje do referendumske odločitve obrtnikov in podjetnikov. Sprejeta novela ni pomembna le zaradi uveljavitve prostovoljnega članstva v Obrtni zbornici Slovenije, ampak odpravlja tudi številne ovire za podjetnike in obrtnike ter statusno neenakost slovenskih gospodarskih zbornic. Mislimo, da bo ta odločitev veliko pripomogla k temu, da bodo podjetniki, podjetja in obrtniki vsi skupaj po načelu prostovoljne izbire bistveno bolje zastopani, kot so bili pa do zdaj.